kako postane zvezdnik komentator športni? Ja, mislim, vprašanje, moram priznati, da na katerega nimam odgovor, ker če ti misliš name, jaz se čutim vse prej kot zvezdnika. Jaz mislim, da delam dobro svoj posel, da v vseh teh letih sem si pridobil precej zaupanja strani mojih gledalcev zaradi tega, ker nisem nikoli nekoga poveličeval iz kakšnih drugih skritih namenov, nikoga nisem prav zaradi tega tudi tlačil, zaradi tega, ker naj bi mi kdo to naročil. In jaz mislim, da prav ta moja poštenost, bolj kot namišljena strokovnost, je prispevala k temu, da se me ljudje še vedno spomnijo z hvaležnostjo skoraj. Zelo skromno, Sergio. Urednik oziroma šef, ki mi je naročil, kako naredim ta prispevek, je rekel, naredil v smislu velike legende iz male televizije, mislil je na Koper Capodistria, televizijo. Kako v resnici je res majhna ta televizija, kakšno je tvoje mnenje? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da mi v naši majhnosti smo postali veliki prav zaradi tega, ker smo bili majhni. Jaz se hočem tako, da malo pojasnim. Ko sem začel jaz sem začel kot mladi študent inženjerije, je bilo leta 1971, sem imel 21 let, komaj narejenih, in sem prišel sem komentirati kot popoln novinec, ko je bila še televizija Koper v povojih, oziroma sploh ni bila še uradno ustanovljena. Jaz sem deloval še, ko je bila televizija Koper v eksperimentalni fazi. In zaradi tega, to je bila vse ena taka stvar na horuk. Prve tekme sem jih prenašal, sploh ni bilo videti ne žoge, ne igrišča, bil samo en sneh na ekranu. Sem prenašal pred enim monitorjem, ki je imel 12 palcev, belo-črno. In sem se moral pač znajti. In že ker je bilo tako nastalo vse na horuk, jaz se spomnim, na primer, s prijateljem Sandrom Vidrihom sem prenašati nek bil televizijski turnir v televiziji, bilo 1. maja, to je bil takrat največji praznik, pa prišla sem na radio, na radiju se še to delo, sploh ni bila še stavba televizije zgrajena in studio sploh je bil še v gradnji. In sva prišla noter, sva prišla točno do studia, ne da bi nas nihče sploh ustavil. In Sandor je rekel, tukaj bi lahko tudi naredili en proklama proti Titu, ki bi šel v oddajo, nihče se ne bi tega spomnil. Sploh tukaj bi lahko naredili, kar bi hoteli. Zaradi tega, ko sem začel, potem šla stvar naprej, televizija postala uradna, smo se preselili v te nove prostore, sem dobil monitorje, hvala Bogu, spet na 21 palcev, zato sem tegnil spet kaj videti. In pač, ker smo delovali v takih pogojih, sem si rekel, ja, Sergio, te ne gleda nobeden, nihče te ne gleda, kdo če te vidi. In zato sem začel komentirati po svoje, izven vseh kalupov, in sem začel komentirati tako, kot se meni zdelo, da bi bilo treba komentirati. Tako malo bolj živahno, malo manj uradno togo, malo kakšen dovtip vsako toliko, kadar se mi zdel primeren, seveda. Igralce sem ožigoval za tisto, kar so se mi zdeli, če so bili dobri, sem jim rekel, da so dobri, če so bili slabi, sem rekel, da so slabi. Če je bil za nič, sem rekel, za nič, da ne znam metati na koš, na primer. In tako sem šel naprej, 2-3 meseca, potem sem začel dobivati prva pisma z Italije, so vsi navdušeni, da mi gledamo, prihajali pisma z Milana, z Torina, z Breše, hudiče, kakšen te že gleda. Ampak, hvala Bogu, so bila vsa pisma na začetku zelo spodbudna zame, so bili vsi zadovoljni, ker so gledali ta nov pristop. In sem rekel, dobro, če ljudem všeč, nadaljujem tako. In torej sem nadaljeval tako do danes. Si imel kdaj težave zaradi te brutalne iskrenosti? Nikoli, moram reči, ker hvala Bogu, jaz mislim, da sem pošten. Ljudje vejo, da sem pošten in da če rečem nekaj o nekomu slabega in potem naslednjo tekmo igra dobro, nekaj dobrega, nimam nobenega problema priznati, da sem se zmotil jaz prejšnjič. In to mi ljudje sploh ne zamerijo, zaradi tega celo imajo skoraj en respekt do mene,
kada rečejo, da so igrali slabo, verjetno začnejo tudi sami verjeti, da so igrali slabo. Zaradi tega nisem imel nikoli probleme, mislim, z vsemi igralci oziroma ljudmi, ki sem jih komentiral. Moram reči, zdaj, ne vem, ne poznam nikoga, s katerim bi bil v slabih odnosih. Seržo, kako bi osvetlili, kaj bi lahko povedali o trenutku, ko je na televizijo Koper vstopil Berlusconijeva televizijska ekipa in ko se je signal iz te hiše praktično videl do Napolija? Ne, pazi, do Napolija se je videl že prej. Berlusconi je samo prevzel mrežo, ki smo imeli, ker takrat smo bili razpredeni po celi Italiji z serijo privatnih televizij, ki je predajala naprej naš signal. Oni so imeli svoj dnevnik, ampak drugače so prenašali naš program. In športni program je šel po vseh teh televizijah, torej oni so videli cela severna in srednja Italija, plus Napoli in Palermo. In cela Jadranska obala, cela Apulija do italijanske pete. Zato smo imeli pokrito približno 68–70% italijanskega teritorija, še prej ne prišel Berlusconi. Torej so nas poznali, ker takrat ni bilo še to razbohotenje teh privatnih televizij. TV Koper je bila prva televizija, ki so jo gledali leta 1971, ki ni bil raj. Mi in švicarsko televizijo v italijanskem jeziku. Zato smo postali skoraj zaradi tega, smo postali poji. Takrat Berlusconi prevzel našo mrežo, smo postali, v resnici ni prevzel naše mreže, je prevzel oglaševanje za Italijo. Torej, njegova agencija je skrbela za oglase na naši televiziji, ker se je v glavnem pač videlo v Italiji. In zaradi tega je potem prevzel tudi kontrolo v bistvu nad programi. In kar se tiče košarke, Mediaset, Berlusconi, oni so imeli v zalogi Dana Petersona. In zato je prišel njihov odgovorni in je prišel do mislice, že tudi jaz sem imel svoje fane v Italiji, da bi naredili par. Na začetku sem imel malo treme, zato ker Dan Peterson je bil medijska zvezda, trener, ki je zmagal razne italijanske naslove, ki je oglaševal čaj po televiziji in tako dalje, torej je bil popolna zvezda. Ampak moram priznati, da prvič, ko sva se srečala, da on me je poznal in me je imel zelo v čislih in da tisto leto, recimo 14 mesecev, ko sva komentirala skupaj, je bilo eno najlepših v mojem življenju, ker pa so se zelo dobro ujeli in prenosi so hodili že sami po sebi nekaj.